Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Anže Logar še ni ustanovil nove stranke, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Vas zanima, kaj bo Borut Pahor počel v prihodnje? V glavnem to, kar že do sedaj, torej predvsem tisto, kar ga veseli. Pravi, da nekaj ponudb že ima, večinoma iz tujine. Priznajte, malo vas pa vseeno firbec matra. Sedaj pa se lotimo 61. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Pokvarjen božič, Faktor special z Romanom Vodebom. Vsak božič je poseben, letošnji pa vendarle na najmanj prijeten način. Kdo lahko pokvari božič, nam bo povedal naš stalni komentator, legendarni psihoanalitik, dvojni magister Roman Vodeb. Roman, dobrodošel ponovno v Faktorju. Lep pozdrav. Roman, najprej me zanima, če ti osebno praznuješ božič oziroma če pri vas doma praznujete božič. Ne, ga ne praznujemo, tudi 2 dni nazaj sem celo mamo vprašal, ti mama, zakaj pa nismo mi božiča praznovali? Ja, ata ga je, mislim, foter moj je hodil svoji mamki, bila vsa verna. Ne, mi ga pa nismo, tako da jaz, ko je nastopil božič, pismo sem gledal tiste tudi jasli, nisem vedel, ko je to kak igralni kotiček, nisem sploh ga imel, za ko se gre. Pa za nazaj sem začel malo proučevati, kje pa kako. Potem je pa en kolega, Hrvat po rodom, rekel, da so ga pa v JLA zaprli, ker je božič praznoval. Sem rekel, pismo, to pa ni bilo v redu, ne. Mislim, jaz pojma nisem imel, ne. Saj tudi novega leta nisem, recimo v JLA sploh nisem praznoval. Zdaj že, ali pa polk sem bil mladenič, ampak teh verskih praznikov, to pa nisem vedel, za ko se gre. A pa je to, recimo, ti si iz revirjev, ne, v bistvu iz Trbovlj. Kako je s tem pri vas v Trbovljah? Je tega manj več, se ti zdi? Pa ko pa vem, zdaj so se nekako navzeli, samo ta politična ideologija neke levosti je pač taka, da neki zavedni levičarji, ne vem, mogoče načrtno celo ignorirajo, ne. Se mi zdi pa, da je okrog božiča pa bolj tale cerkev obiskana. Jaz se spomnim celo tam nekje okrog božiča, me je eno stavil star stric, pa je rekel, če sem taksi, pa sem ga pa peljal domov, pa sem rekel, nisem taksi, bi hotel plačati, sem rekel, ne, vas bom zastoj domov peljal, samo povejte mi kako modrost. Sem rekel, zakaj ste pa v cerkev šli? Je rekel, za vsak slučaj, če Bog obstaja. Pa sem rekel, to ni nobena modrost, dajte mi še kako bolj močno. Je rekel, še eno vem, no povejte, baba je takoj za hudičem, je rekel, ne. Zakaj? Takoj ti kje taufne, to pomeni prebrne. Skratka, nisem jaz, čutim, da Bog obstaja, nisem pa nekje, tudi moji otroci niso, sorry, tako je, ne rabim jaz cerkve ali pa, ne vem, nekih verskih teh zadev, da bi jaz občutil, da Bog obstaja, tudi vem, zakaj čutim, da Bog obstaja, močnega očeta sem imel, razumem ateiste, spoštujem pa vso to kulturno sceno, ki pač terja v tej naši krščanski kulturi, da nekateri praznujejo božič, jaz celo pišem z veliko začetnico, torej z veliko črko, božič in Bog. In spoštujem tiste, ki to spoštujejo, mislim. Ok. Potem si saj glede tega si podoben z novinarjem RTV Slovenija, Borisom Vasevim, namreč njega je zmotilo, da je nacionalka letos postavila pač jaslice ob pač božično drevesce v avli nacionalne televizije, je to pač objavil tudi na družbenem omrežju Twitter in je pisal, da je pisal pač zagovorniku pravic, ker gre za posiljevanje pač javnega RTV servisa z neko versko vsebino. Se ti strinjaš s tem njegovim stališčem, da pač na javni radioteleviziji ne pritiče, da bi imeli jaslice, ker pač gre za javni zavod, ki mora biti od vseh verujočih, neverujočih, tistih, ki verujejo v tega Boga ali v onega? Jaz njegovo logiko razumem, ima rep in glavo, je na neki točki konsistentna. Svoj čas sem celo tako razmišljal, kaj je ta NOB prinesla, pa ta realsocializem, in sem bil mnenja, recimo, zdaj mi bojo nekateri zamerili,
Jaz sem imel mnenje, da je nekaj dobrega, kar je ta post-enobejevski sistem prinesel, pa socializem, real, to, da nismo obsedeni s cerkvijo. Hrvati so, Srbi so tudi, mi pa nimamo cerkev tkane v izobraževalni sistem, se pravi verouka nimamo v šoli, cerkev ločena od države, to se meni zdelo nekaj dobrega. Vendar, potem je pa nastopila pa ta LGBT scena, ideologija, sem rekel, zdaj pa čutim, da ta cerkev upravlja neko častno delo, se pravi, jaz skozi neko psihoanalizo nikakor ne morem uveljaviti logike, recimo posvojitev, da v istospolno partnersko skupnost pač ne, da je tradicionalna družina najboljša, da so enostarševske družine slabe za razvoj psihe, in ko je bilo treba referendumsko zbirati neke podpise, sem jih jaz zbiral skupaj z nunami, z redovnicami. Se pravi, na tej točki, ki je pa LGBT ideologija tako militantna, da se sili vse programe, mainstream medije, pa rečem, pa cerkev naj ima svoje oddaje, ne vem, vse imajo, oglašanje tam iz Vatikana, prenašanje, tako naprej. Tako da jaz ne bi bil tako radikalen, pa bi rekel, jasli ne sodijo na RTV ali pa te javne zavode. Ne. V tej kulturi je pač tako, da je krščanstvo večinsko, muslimani so margina, pravoslavci tudi, dajmo pustiti, naj krščanstvo ima svoje simbole, naj ima Božič, Veliko noč in vse to. Jaz osebno tega ne praznujem, ampak sem pa proti, da bi celo novinari, da se politično tako angažirajo, ideološko, da tam nek stavka pa piše dopise, sej ta zagovornik, Miha Lobnik, mu je dal kar simpatično sporočilo, da to ni kršenje nekih pravic, ampak ta inštitucija tega levega portala, ali kaj naj rečem tem Lobniku, to je nekredibilna, ampak vsaj odgovor pa je tak, da Vasev pač naj se umiri, naj dela novinarski posel, ne pa da se ideološko angažira kot novinar v svoji medijski hiši, to se mi ne zdi prav. No, je pa žalost, ta Božič poseben še po nečem, če zdaj rečemo, da so to bolj ali manj trivialno vprašanje, ali lahko RTV Slovenija postavi jaslice v avli ali ne. Namreč novice, pa niso več niti novice, kar že bi rekel tragična na nek način zgodba v več ozirih, ki jih bova, sem prepričan, danes tudi po dolgim počes obdelala. Namreč pater Marko Ivan Rupnik, se pravi jezuit, na katerega smo bili Slovenci vsaj en del v preteklosti zelo ponosni, dobil tudi leta 2000 Prešernovo nagrado, do tega še prideva. Zdaj pa se je izkazalo, da pač ne samo, da ne živi sam po božjih zapovedih, ampak da je kar celo vrsto pač teh nekih redovnic oziroma članic pač tega reda njihovega pač na take in drugačne načine spolno zlorabljal, vsilil v neprostovoljne spolne odnose in tako naprej. Zdaj tule že vidimo, hotel je seks v troje z drugo sekstro skupnosti, kasneje bova videla še pač par izpovedi teh žensk, ki so bile deležni te, da rečem, zelo v narekovajih nezaželene posebne pozornosti patra Marka Ivana Rupnika. Pa me zdaj zanima, Roman, bi ti lahko po čemkoli iz njegov, kar si vedel prej o njem, slutil na to, da pač je človek, deva biti pač natančna in iskrena, spolni predator? Ja, pokvarjen je. Sam to je, bi rekel, tako nepomemben človek, da tudi njegove tiste freske ali tiste mozaike nisem šel analizirati, malo sem pogledal, bilo bi analizabilno, ne toliko z motivike, ker pač motiviko ima krščansko, ampak način, kako je te like nekako utkal, te mozaike, to bi bilo analizabilno, ampak meni se ne zdi to vredno. Jaz prepoznavam tega patra, duhovnika, celibaterja domnevnega, sej ni celibater, kot nekega psihopata. To on ne čuti, da Bog obstaja. Ne vem, zakaj je šel to študirati, ali bila to želja njegove mame, ali kaj se je pač zgodilo, ali bil sramežljiv. Obstajajo razlogi, da nekdo gre v duhovniški poklic. Jaz sem imel kar par teh, ki so hoteli biti duhovniki, pa so se recimo zaljubili, pa so kršili celibat in so izstopili iz tega
duhovniškega poklica, tudi kandidatke za nune poznam, to so ranjene duše, to na seksualni ravni, to je marsikaj narobe, ne. In jaz sem iz te psihoterapevtske prakse ogromno teh izpovedi, tudi seksualnih. Jaz vem, da je celibat popolnoma nenaraven, da to vzdržati v celibatu, moraš biti že fejst ranjen ali pa neko močno voljo moraš imeti, ne vem, od kje jo črpajo, ampak Freud je rekel, da se ta libido, ta pohota vselej utre pot. Ne? In mnogi, mislim, jaz pod hipnozo iščem, zakaj je recimo ženska takšna, kakršna je, in potem pridem do teh detajlov spolnih zlorab, ki so se dogajale v cerkvi, z duhovniki, z ministranti. Jaz sem šel enkrat eno mojo klientko, da ne rečem pacientko, zagovarjati oziroma se kregati tisti generalštab njihov tam na Tromostoju, ne vem, kjer je bil ta glavni Uran ali Stres, se pozabil, tam sem se skregel z vsemi tistimi, oziroma z duhovnikom, ki je, ne vem, star bil 60 let, pa 20-letnico seksualno zlorabljal. Je bila že polnoletna, ampak imel je še starejše ljubice, pa mlajše, 16-letnice, in tam sem jaz znoril, sem rekel, kako vi to pustite? In so ga lepo premestili 100 km stran, v drugo neko faro. Ravno prejšnji teden sem tudi imel žensko, ki je bila 10-letnica, 2 let spolno zlorabljena strani duhovnika in ga je prijavila, vse so potučkali. Ta duhovnik še vedno ima tam neko faro, še vedno je aktiven. To cerkev ne zna zamejiti, to je tok seksualna ta cerkev, ne, in to vse skrivajo. Ne, treba je reči Bob, celibat je treba ukiniti. Če te prav razumem, misliš, da je izvirni greh je že ravno v tem, ne? Se pravi v prepovedi spolnega življenja, ker potem pride do teh deviacij. Jaz poznam naravo seksualne želje, se pravi libida v ožjem smislu, torej pohote, to je neobvladljivo. Ne vem, to moraš biti, mislim, tiste nune so zaljubljene od tistega Kristusa, držijo tisti križ, kot da bi držala Kristusu, da ne rečem kaj. Ne? Ženska ima neko aseksualnost in potem zbeži v to redovništvo. Pri moških je pa problem, ne? Mnogo jih beži pred ženskami v celibat, ne? Potem se je pa tam homoseksualnosti ven useka. Homoseksualci bežijo pred ženskami v duhovniški poklic. Ne? Ve se tako, gejevski lobiji vejo, da je Vatikan nek epicenter te homoseksualne neke lože, ne vem, kako naj rečem. Ampak potihem, če bi vsi spregovorili, če bi si razvezali jezik, pa so vse tudi v tujini, to so te redovnice, ki bi rekel, nas srkale in so tudi uživele, tudi ogromno lezbištva med nunami, redovnicami. Ne? In zdaj, ko jaz slišim te izpovedi, jaz pa moram slišati, da vidim, zakaj je ena ženska ranjena. In potem, ko to slišim, to gre, težko prenesti. Ko že ravno govoriva o bežanju, Roman, predlagam, da zbeživa na oglase, pa ne nama vid gledalci se vrneva po krajšem premoru, ko nadaljujeva s komentiranjem, kdo lahko pokvari Božič. Ostanite. Dobrodošli nazaj, z nami je še vedno naš stalni komentator, psihoanalitik Roman Vode, pogovarjava pa se o tem, kdo lahko pokvari Božič. Roman, tole me zanima, ne? Zdaj, pater Marko Rupnik, čeprav je pri teh spolnih odnosih šlo za spolne odnose med polnoletnimi osebami, ne? Če zanemariva zdaj to, da so prekršili Božje zapovedi, celibat, ki ga zapoveduje Rimokatoliška cerkev in tako naprej, posebej za duhovnike. Me zanima, vendarle je on pri tem zlorabil ta svoj položaj nekega duhovnega vodja, ne? Oziroma na nek način nadrejenega tem redovnicam, tem ženskam, ki so z njim na ta način občevale. Ali se motim? Seveda, človek je brez znanja, brez moralne razsodnosti. Dvomim, če on čuti, da Bog obstaja. Ne? Če bi čutil, če bi Boga boječ, ko se že reče, ne? Teh stvari ne bi delal. On je zavestno podlegal svoje pohoti, on je na neki točki vedel, da dela greh, ampak se ni znal brzdati. Se pravi, znotraj svoje psihe ne premore
močnega superega, Nadja, zavesti, ki peče, pohota si utre pot, tako kot je svaril Freud, in edino Nadja si tisti, ki te lahko zajezi. Oziroma Bog, ne, če ga čutiš. On je hlinil neko vernost. Jaz imam te izkušnje, jaz sem prav enemu duhovniku, ki je spolno zlorabljal, rekel, ne glih mladoletnico, ampak 20-letnico, rekel, vi ne čutite, da Bog obstaja, vi sploh ne čutite. Jaz, ki se razglašam za ateista, jaz čutim, da Bog obstaja, ker sem imel močnega očeta, vi pa ne čutite. In mnogo je teh, ki se, ne vem, tudi eden je prišel, je imel močno mamo, copatastega očeta, so rekel, vi sploh ne čutite, da Bog obstaja, ne. Pa je bil tam na teološki fakulteti, kandidat za duhovnika, pa se je zaljubil. Je rekel, ne, jaz ne čutim, ne. Zato, ker je imel kolabiranega očeta, copatastega, pa močno mamo, ne. Tako da tale človek, ne, je seksualni predator, tako kot si rekel, najde trik, ne, se pravi nek mehanizem, neko finto, skozi katero se je dokopal do teh naivnih in redovnic in mladih teh vernic, ki so pač podlegle tej njegovi karizmi, njegovi umetnosti, pa temu hlinjeni predanosti Bogu. To so triki, to so pristopi, to bi rekel, to je obična seljačina, fukfehterska. Sorry, da tako rečem, ampak moram biti udaren, ker nekateri duhovniki so spoštovanja vredni. Čutijo, da Bog obstaja, delajo z nekim entuziazmom, nekim prepričanjem, da Bog obstaja, želijo vernikom pomagati. Nekateri, ne, in teh po mojem videnju ni tako malo, oni pa iščejo obvode, kako bi zdaj prepričali, ne. Zdaj pa v odrasle je težko prepričati, mlade, naivne punce so bolj mične, jih lažje prepričaš, najlažje pa recimo otroke prepričaš, ne. Ko otrok je naivn, vzadju je pa še ta transfer, se pravi čustvovanje vernice do avtoritete, ki je duhovnik, in potem, ko pride do tega transferja, je opere možgane. Ampak okej, če opereš možgane žene, pa neka redovnica, vernica, se sama tam nekje ponuja, bi rada, ne. Spomnim se one nadaljevalke, jaz se spomnim, pesem Ptic trnovk, ne, ki je bila tista Megi 5 let stara, pa tisti duhovnik mlad, pa Megi bila enkrat pa 15 let stara, ne. To se je toliko zaljubila, on pa povratno. Tej zaljubljenosti se reče transfer, se pravi čustvovanje, ki je značilno za psihoterapijo, ampak še posebej pa v tej, bi rekel, paradigmi vernikov in vernic, ne. In če je heteroseksualna spolna paradigma, se pravi moški duhovnik, ženska vernica, to je v objemu transferja, pere možgane, to je take pravljice pravi, ona vse kupi, vse nasede. Mislim, to so, če si ti slučajno kaj tole zbrskal, kaj so te redovnice govorile, to so take, če slučajno imaš, bi bilo fajn, da na teh primerih povem, kakšni lisjaki so te duhovniki, na kak način. Si bova zdaj to pogledala, oziroma si bojo pogledali gledalke in gledalci, nekaj teh izpovedi, res jih je veliko, nažalost, ne. Ena se mi zdi hujša od druge, ampak nekaj smo jih vseeno pripravili, evo, to je ena izmed teh, ne. Se pravi, pač kako je postal bolj agresiven in tako naprej, kako se je pač obnašal. Če so ga zavrnili ali če so dvomili v to, je pač bil potem grob do njih, jih je pred skupino pač dajal za slab primer in tako naprej, je grdo v njih govoril. Kje se je to dogajalo, ne, v njegovi sobi v centru Aletije v Rimu, ne, pač prosil je, da bi imela seks troje z drugo sestro skupnosti, ker mora biti spolnost po njegovem mnenju prosto posedovanje po vzoru trojice, kjer, kot je dejal, tretja oseba povezuje odnos med dvema. Ja, zdaj, kako si rekel, Roman, ne, če to beremo zdaj, pač mislimo si lahko marsikaj, ampak očitno je, da te neke osnovne postulate verskega nauka Rimokatoliške cerkve pač pater Rupnik dejavno zanikuje, ne, ker če uporabi prispodobo Svete Trojice za pač spolni odnos za trojček, po domače rečeno, ne, potem očitno ali je nekaj narobe razumel, ali pa tako kot ti praviš, so mu to zgolj sredstva, da on pride do tega želenka, kar pa je očitno pač nek spolni odnos podrejen, ne, tudi lahko verjetno rečeva, kjer je on pač zelo dominanten, medtem ko te njegove seksualne partnerke so izrazito podrejene. Ponavadi se zgodi manipulacija, ne. Prav, ne samo duhovnik, nek predator poskuša dobiti na finto neko vernico ali pa neko predano kulturnico, ne, to je imel Uranjek, pa ta Slodej ali Zlodej, kako mu naj rečem, ne. To so finte, pristopi, kjer so te ženske naivne, nasedajo skrbno načrtovanim projektom, ne.
Jaz se spomnim, kako so te diplomirani, pa je kar naj rečem, fukfehtari, kakšne plane so delali, kako jo bojo prelisičili, s katerimi metodami ji bojo pravili možgane, da bo nasedla v eni končni fazi, recimo jo tudi upijejo, ne, po načelu baba pijana, rit prodana, ne, tega se držijo, tudi porniče dajo kazati, nekaj te pač videna pornografija te lahko zrajca. Ta duhovnik je leta 92, Rupnik, vodil tam kandidatke za orgijo, porniče gledati tam v en porno kino. Na izobraževanje v bistvu jih je pelal. Ja, na izobraževanje. In v upanju, da se bo zrajcala, ne. In ona je tam od muke, ne, se tista, ki je vsa predana Bogu, ima tam nek deficit v tej seksualnosti, ne. In je težko prepričati in pol tam nek pornič pokaže, štrdi, to se je graužal tem ženskam, ne. Ampak eno je celo prepričal, da je opustila študij medicine, stara 21 let. Ne. Mislim, to so projekti, to lahko dela pokvarjen psihopat, ki nima nadjaza, kaj šele, da bi verjel v Boga. In zdaj pa tam tisti katapult, njegova umetnost, ne, zdaj kakšna ljubiteljica umetnosti, to na umetnost se da raztegniti kot človekove pravice ali pa kot čigumi. In pol tam neke neče, ne rekel čičke čačke, to je Uranjek delo, tiste križe risu, visoka umetnost in pol tiste dnevne kulturnice gledajo kot telo nove vrate in se oglaša. Tle so pa gledati tiste njegove mozaike, ki jih vsak, bi rekel, ko ima malo več potrpljenja, jih lahko spacati, kot jih je on, ne. In v zadju je pa pohota, je konstrukt pohote in ta pohota pritiska in potem so racionalizacija, sveta trojica, zdaj pa trojček je pa to, da se vest med dvema utrjuje, ne. Res, to je prepričljiv, to te gleda v oči, to delajo psihopati. In to so projekti bili, prepričati. Ne moreš ti kar 3, bi rekel, vernice prepričati, oziroma 2 v trojčka, to moraš biti fejst pretegnjen oziroma pokvarjen. Pa veliko neovladljivo pohoto moraš imeti, ne. Se pravi, če delaš greh, ne, veš, da je to greh. In če nimaš notranjega nadjaza, vesti, ki peče, ne, pomeni, da si iz primarne družine ranjen prišel, ne, ko bi rekel, tata, ja bi to radio, ne, vsak bi se tole šel, ampak večina naš moških, mislim, smo obzirni do žensk, ne, ta človek je bil agresiven, ta ni samo zmanipuliral, ko mu manipulacija ni uspela, je on postal agresiven. Tudi ženske, ki so to, hvala Bogu, da so izpovedale, so povedale, kako agresiven je bil. In jaz sem tudi, nekateri so se mi javljali, ker pač ljudje vedo, tudi kulturnice, da se ukvarjam s spolnimi zlorabami, ne. So prišli k meni, pa so mi povedali, kaj je Uranjek delo. Cel projekt povedala, kako je prefilmu, kaj je mogla vse potrpeti. Ne, to so predatorji, ne, in mislim, zdaj cirkul mora to narediti, ne, saj se verjetno res lahko vdahne, da ni zdaj pedofilija, pa da ni homoseksualnost, da je konsenzualni seks z odraslo žensko, je rekel naš sokomentator Boštjan Marko Turk, ne. Ne gre za to, on je kupico zakonov cerkvenih kršil, on je manipuliral z naivno žensko. To je tako nagnusno z moralnega vidika, da ne vem, kaj bi rekel. Zdaj, če predlagam, da si pogledamo še en opis, ker to me zanima, to vprašanje se mi zdi bistveno. Roman, je šlo res za konsenzualni seks? Mislim, da imamo še eno to izpoved pač pripravljena, ne? Vsi si lahko pogledajo to, kar si že omenjal, skratka leta 92 jih je peljal gledati pornografske filme, ne? Koliko je bilo teh sester tam, pač oče Rupnik je pač praktično vsako, ki jo je lahko, ne? Pač silil te neke spolne odnose, ki so proti božjim postavam, saj kakor bi naj verjel, oziroma kakor so verjele te njegove žrtve, in pač seveda tudi očitno zlorabljal ta svoj položaj z pozicije moči, ne. Tole me zanima, Roman, zdaj zgodbe niso od včeraj, navajeni smo pri teh takih zločinih zoper spolno nedotakljivost, ne, da žrtve rabijo precej časa, da pač se opogumijo toliko, da pridejo s svojimi zgodbami na dan, ampak vendarle, kako je mogoče, da nihče od odgovornih, od sopotnikov patra Rupnika ves ta čas ni ničesar posumil, ker je iz teh izpovedi jasno, da je šlo za organizirano delovanje, ki je trajalo praktično cela desetletja, ne, in ni bilo omejeno na eno par posameznic, ampak v bistvu, kot sem že rekel, praktično na vsako žensko v narekovajih, ki jo je lahko na tak način dosegel. To je ta, bi rekel, neljuba hipokrizija cerkve, zato meni cerkev kot inštitucija še vedno ni blizu, ne. Kljub temu,
da sem ji zahvalen, da pomaga recimo pri tradicionalizaciji družine. Mislim, človek je sugestibilen, ne. Te virnice so podlegle tudi fenomenu sugestije, ne. Jaz imam te razne pacientke, ki jim pomagam recimo s hipnozo in zelo sugestibilnim jaz rečem, pazite, vas se da prepričati, ne. Če vas dobi kak moški na samem, to vas bo z besedo tako prepričal, da boste klecnili. Ne? In pol se oglašajo, ja, jaz sem toliko naivna, se me da prepričati. In ta človek je toliko pokvarjen, da je prepričal z besedo, malo zmanipuliral, malo pa na silo, ne? Rekel, pritisnil, ne? Nisi dovolj duhovna, ne? Pa ni bila dovolj duhovna, ker je bila premalo seksualna. Mislim, potem pa ta sistem zatira oči, ne? Se pravi, ena od teh virnic je šla, ne vem komu, ali stresu, ali komu, najvišjemu. Ni bila uslišana, potučkali so. V bistvu se je tole iz Italije razširila ta novica, ker Italijani, tisti, ne vem, jezuiti, oni so ga pa izolirali, ne? So ga izrinili iz svojih vrst. On je prišel na nek način potem pač kot kovan v zveze zaradi tistih svojih mozaikov, naši mu še dajo tisto Nobelovo nagrado, pač v času... nagrado je dobil leta 2000, ja, ki zdaj mimogrede ministrica za kulturo Asta Vrečko ga poziva naj jo vrne, ne. Vemo, da je že takrat bilo veliko polemik, ko je pater Rupnik dobil to nagrado, ker pač podelitev nagrade ni šla po ustaljenem postopku, ampak izvoli nadaljuje. Ja, mislim, zdaj, če ima nek status boljšega, ima karizmo, uradno je car, ne? Ženske ima rade, moški, ki ima res neko titulo, da je v nečem boljši od drugega. Moški ni tisti, ki kaže svojo lepoto, pa proba očarati žensko. On se mora peteliniti v nečem. In ta je imel ta adut, to umetnost in pač sakralna umetnost, pa te motivika, to vsako vernico zadane. In potem si takoj mehka. In potem jih pereš možgane. Ampak sistem more prepoznavati. Ko sem jaz še se kregal v tem generalštabu, če rečem pod narekovaji, jaz sem rekel, pa vi imate gostečnika na teološki fakulteti, tandem Erzar, Lija Katarina, ki je bila enkrat z mano v Faktorju, pa Tomaž Erzar, oni vejo, kaj je to transfer. Pričakuje se, da bo vernica nasedla avtoriteti. Vi morate imeti pod kontrolo tiste sporne, rekel, poredne duhovnike, od katerih veste, da se lahko pričakuje, da bo imeli ekscese. Oni pa, kot duhovnik, ima eksces, ko naredi neko seksualno predrznost, ko se vidi, da je seksualen, oni ga pa samo premestijo v drugo faro, ker nimajo duhovnikov. Mislim, to je ta hipokrizija in delajo medvedno uslugo sebi kot inštituciji, so v zagati in verniki nimajo zaupanja. Mislim, tam ženska gre se spovedati in potem je pa duhovnik peca. Ne, pa tako naprej. Mislim, to so zagate, jaz ne vem, kako oni znotraj sebe to pošlihtajo. Jaz se spomnim, ko sem šel tja se kregati, ne, tam so mi dali, mislim, denar za to, da bi bil tiho, ne, sam tih bod, ne, jaz sem lahko tiho, sam vi morate, ker duhovna hrana, tistim, ki rabijo vernost, ne, tu vojaki rabijo tudi duhovnike, ne, tam je pa vase kar tiho, ne. Če nekdo rabi, mora tam biti zaupanja vreden človek, ne da mama pripelje, ker se je ločila svojo hčerko duhovniku, ne, dej ti malo očeta iz špilje, a on jo pa nažge, ne, 22-letnico. Ona se pa transferno veze, se je ona pristala, pa 22 let je bila stara. Ja, seveda, če si ti oprav možgane kot avtoriteta zaradi transferja. In to mora cerkev, pa ima močno psihoanalizo, močno na teološki fakulteti, ampak potem je treba biti dosleden. Treba je reči, bo, nagnati te duhovnike, naj grejo, ne vem, kamor čijo. Naj pstijo prvič otroke v primeru, ne, drugič pa tudi naj ne napadajo teh vernic. Ne, ker vernica je zaljubljena, to se pričakuje. Zgleda, da je pater Rupnik na to računal, ne, ker vidimo v teh izpovedih, da je tudi jim grozil na ta način. Ne. Sej, tudi če boš povedala, ne, kdo ti bo pa verjel, kdo bo verjel tebi, vsi bojo verjeli meni. Ne. Zdaj, očitno v cerkev ne samo, da pač stvari zatuška, tako kot ti praviš, ampak tudi ne verjame, ne, očitno na prvo žogo. Zelo veliko je treba teh primerov in tega, da na koncu odreagirajo. Ampak se mi zdi, no, kar je pa še posebej ekstrem pri patru Rupniku, je pa dejanje, ki je pa vendarle privedlo do njegove ekskomunikacije, sicer očitno začasne, ker kasneje smo izvedeli, se je lahko vrnil v občestvo cerkve, ker se je pokesal. Ne. Namreč leta 2020 se je ena izmed teh njegovih žrtev mu spovedala, se pravi sveti zakrament spovedi, da pač je z njim spolno občevala in on je podelil obvezo.
odvezal za ta greh, ne. In to je privedlo do njegovega ekskomunikacije, ampak ker se je kasneje pokesal, zato so ga nazaj sprejeli v občestvo. Zdaj, Roman, ko si naj to razlagamo? Najprej to dejanje, da se žrtev pride k njemu spovedati in je on podelil odvezo za nekaj, kar je v bistvu on je storil, ga ekskomunicirajo, to pa drug del zgodbe, potem pa se lahko vrne, ker se je pač pokesal. Lej, to so te racionalizacije, človek ima enih 50 močnih obrambnih mehanizmov, skozi katere si pomaga, da sam sebi, ko si laže, si lahko laže toliko, da si kar verjame. Ne? Se pravi, na koncu sam sebi verjame in verjame, da je možno, da se bo pokesal, pa bo malo pokleknul, pa zmolil ne vem, ko ima tam nek Oče naš, neke pesmice deklamirajo. Mislim, jaz ne vem, jaz vse razumem, ampak inštitucija mora imeti pa modre ljudi. Ona mora vedeti, da je en seksualni predator, ki je enkrat izkusil slasti seksa, ne bo, bo želel ponoviti to. Ne, da ga drugo fara v drugi fari iste stvari dela. Človekova duševnost je pač taka, Freud je skozi izpostavljal, libido, tle ni šale, to je atomska energija, to je, ko bi rekel, voda, ko teče, ti hočeš zajeziti vodo, delaš jes, više in više, voda pa še kar teče. V enem trenutku vse podre. Libida, se pravi, pohote, ne moreš kar tako bremzati. Ne? In pol kolegi, pa še branijo en drugega. Je pa res še en fenomen. Ne? Vernice so med sabo ljubosumne, ne? Določeni duhovniki so prijazni do raznih žensk, ne? Z eno malo bolj, z drugo malo manj in potem pa tudi v objemu ljubosumja. Ne? Jaz imam situacijo, nekje v enem zagati je bila tista, ki je duhovnik varal z mlajšo, ne? Je tako zelo ljubosumna ratala, da je potem šla ga prijaviti pa tako naprej. Zaradi ljubosumja. Čez 10 let, ko sem jo spraševal, sem rekel, kako pa gleda zdaj na sebe, ja, prav mi je možgana, zdaj sem sam sebi nagnusna, ne morem verjeti, kako sem si pustila. Mlada je bila, ko je pa kazen plačeval in mu je pa 4. ljubica kazen plačala, recimo, da zadeva ne bo šla v javnost. Ne, tako se to dela, treba drugače delati. Ne. In tisti vodilni v cerkvi morajo najti strategijo, kako bojo to zajezili. In ne vem, dvomim, če jo imajo, ker pri tem rupniku so kiksnili. Oni so imeli informacije, kaj je ta človek počel v Italiji. Pa so mu dali 92. leta, tam porniče gledal po Italiji, po Rimu, ali leta 2000 mu pa dajo nagrado, ker mu jo lahko dajo, ker njegovi mozaiki, ki so vse skupaj nič, ne, z mojega vidika, pa nisem glih aberveznik na področju likovne umetnosti, ne, oni mu dajo pa še nagrado. Verjetno v upanju, pa da ne bo zdaj več to počel, ne, zdaj smo komi, zdaj pa ne več, ne bom. Če ne boš, ti damo nagrado. Ne vem, ali je bila ta logika v ozadju. Tako se ne dela, to je treba biti radikalen. Težko je biti radikalen na področju seksualnosti, kjer si pohota ali pa ono, kot je rekel Freud, vselej utre pot. To je mission impossible z mojega psihoanalitičnega vidika. Ja, seveda. Ampak zdaj, Roman, če počasi zaključiva tam, kjer smo začela, ne, pri celibatu. Zdaj, kot si prej rekel, ne, če bi bila cinika, bi rekla, cirkus si oddahnila. Tukaj ni šlo recimo za pedofilijo ali pa za istospolne odnose in tako naprej. Ampak vendarle, ne, zdaj, ali lahko ta celibat pod vsem težo vsega tega zdrži in ali to, ko vidimo, da pač v bistvu tolikšno število duhovnikov, ne, podleže, da bi rekel pač temu, da se ne držijo teh nekih osnovnih pravil, ali to meče slabo luč tudi na ostala pač pravila ali pa ostale norme, dogme, ki jih cerkev zagovarja. Ko sem šel jaz malo preverjati, od kje je zdaj ta celibat sploh se uveljavil, menda je tale dedovanje zelo močen moment. Ne? V cerkvi nekdo, ki je privilegiran, pa ima dostop do Boga, ne? Potem se vernice navežejo, ne? Ker ta avtoriteta je simbolni oče in ženske kot hčerke so bile zaljubljene svojega očeta, oče od mame, potem pa pridejo te avtoritete in se zgodi ta transfer. In duhovniki so na udaru in te ženske to bi dale, to vse fantazirajo. To največje, rekel, spolne te prepovedane fantazije so včasih vezane celo na duhovnika. Ne? Tako da duhovniki se ne bi mogli upirati oziroma se ne morejo upirati, potem pa če tam božji celibat, ki je pač konstrukt človeka, to si ni Bog zmislil. Pa je rekel, čakajte malo, zdaj pa novte seksali. Pa to ni Bog tok butas. Ne? To si človek zmislil, da bi mogoče res na podlagi teh dedovanj, ker te duhovniki to imajo
avtocesto do seksa, z raznimi vernicami, ker večina njih je zaljubljenih v te duhovnike. Ne? In pa ta ljubosumje, če bi se z eno, pa z drugo se pa ne bi, če bi bila pa žena tam nekje, se imajo v Ameriki, to so pa poročeni te pridigari, tam pa ni toliko tega, ni toliko tega. Če imaš ti ženo, pa urejen sex life, pa veš, da se ne sme, pa veš se, kaj je to transfer, pa imaš ljubosumno ženo, da ne boš, tam zadeva leži laufa, ne. Tako da ne vem, kaj bo cerkev naredila. Jaz mislim, da bo treba tale celibat z leti ukiniti, ker zmanjka kadra. Ker zdaj geji, ki so včasih elegantno zbežali v celibat, v duhovniški poklic, ne, ker so se pač bali ženske, ali pa so se jim ženske gnusile in so bili pač latentni geji tam, ne. Zdaj te geje posrkala parada ponosa, ne, se pravi ona LGBT scena, to se zdaj rekel, brez zadržkov seksualno razkrivajo in teh gejev je zdaj zmanjkalo, da bi bili duhovniki, mislim, ok, karikirano rečeno, ne. Tako da mladega kadra ni in potem teh duhovnikov zmanjka in potem tudi tisti, ko so v deliktu, pa mogoče še vejo, ne, vse strani me ne morajo dati, ker tako vejo, koliko nas manjka in zdaj tole se ne bo razvedlo, če bo ta mala govorila, mi je rekel, da laže, ne, vse mi bojo verjeli, kakšna avtoriteta pa sem, ne, ker jaz se spomnim, ta najbolj predrzen seksualni predator med duhovniki, ki sem ga jaz bil deležen, ne, skozi pač terapijo raznih tam, on je bil izjemno dober duhovnik. Pa ko so ga pa zamenjali, pa en drug prišel, nič ni laufal. Ta prejšnji, ki je pa bil seksualno predrzen, tam je vse pošlihtal, ljudje so ga imeli radi, ampak 3-4 mladenke je pa imel zase, ne, za svoje užitke, da je lažje bil odličen duhovnik. To so te pasti, jih mora nek veleum, modrec v rangu tam cirka najviše, on mora vedeti, da se to dogaja. Vedeti morajo, kaj je to seksualnost. In se mi zdi, da se premalo zavedajo. In potem pišejo te psihoanalitiki, recimo, Dvig Erzar, slovo od Freuda. Zakaj že? Zato, ker je panseksualno razlagal človeško psiho. Ne, po Freudu je človek seksualen, hiperseksualen. In ravno cerkev je, ali pa ti duhovniki, tudi nune, eklatanten primer, kako se človek ne more odreči seksualnosti. Seksualnost je vselej problem, še posebej ženska seksualnost, ne, če ima na drugi strani izziv, ki se mu reče duhovnik. Zadnje vprašanje, Roman, preden počasi zaključiva za danes, tole me zanima, ne? Ti praviš, ti, ki to počnejo, kot recimo pater Rupnik, pač on ne čuti, da Bog obstaja. Zdaj, kako se lahko nekdo tako izmuzne skozi vsa ta sita, skozi katera moraš iti, preden si sploh posvečen v duhovnika in kasneje, da pač upravljaš to duhovniško službo, da nihče ne opazi, da ti ne čutiš, da Bog obstaja? Lažejo, tako kot, ne vem, tam nekdo, ki je imel nek delikt, pride na sodišče, a si kriv? Ne, nisem. A si to zagrešil? Ne, nisem. To elegantno se zlažejo, a si ti tolo žensko, ki je zapeljeval? Ne, nisem. Punčko, si se jo dotikal? Ne, nisem. Ona laže, prisežem pri Bogu, laže kot pes. Mislim, laž je tista, ne, če bi pa imeli detektor laži ali pa z nekim cold readingom, ne, pa mu rekli, poglej me v oči, kaj si ti počel, ne, pa bi pa simptomi ga izdali, da laže. Zdaj, simptomi lahko izdajo, če človek ima malo vesti, ne, ampak določeni lažnivci, tudi med duhovniki, pa nimajo vesti. Ne, tale Rupnik nima vesti. In ta uspe gledati v oči človeka pa reče, to so si izmislili. Pri Bogu prisežem, nisem bil jaz, lažejo, ni res. In ga tudi ne pošineš, največje psihopate niti detektor laži ne zazna. Ker nadja se tisti, ki te, rekel, ki trzneš zaradi njega. Če ga imaš, če ga pa nimaš, ne. Potem je pa inštanca tista, ki mora s pametnimi ljudmi sankcije delati, pa zamejiti, pa ga izločiti. Ne. In tega cerkev ni naredila, ne samo v tem primeru, v mnogih primerih. Ja. Smo prišla do konca, saj za danes. Magister Roman Vodeb, najlepša hvala za tvoje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kdo lahko pokvari Božič, že 817. faktor na TV3. Jutri bova z Romanom za vas komentirala, zakaj golob in drugi čudni tiči spominjajo na parado ponosa. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.